ki suvereno, mi jih bomo spet našli, če bo treba. Ne? Ja, glej, če je Gibanje Svoboda kot poimenovanje politične stranke pomenilo prost pretok kriminalnih združb in droge in orožja, potem so ta del obljube vrhunsko dostavili, ne? To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi šef NPU, Zoran Janković, Asta Vrečko in Pavel Rupar. Teden, ki je za nami razkril, da Slovenija namesto druge Švice postaja bolj podalpska verzija Srbije, na Švico pa nas spominja zgolj še kriminalno pranje denarja. Luka Dončić je ta teden med drugim služil kot prvovrstno odvračanje pozornosti, a prav primer njegove prisilne selitve kaže tudi, da nič ne traja večno, kar pa je lahko močno sporočilo tudi nedotakljivim političnim baronom pri nas. No, kako nedotakljiva je narkomafija v Sloveniji, kaže prva zgodba tega tedna, še prej pa bom rekel, ekskluzivna novica, ne? Nedotakljivost teh raznih podobnih omrežij bo še dodatno načel nov medijski projekt, ki ga snujemo. Tukaj bomo potrebovali tudi vašo pomoč, zato lahko več izveste na zanima.me in ob koncu oddaje. Ja, na zanima.me jih danes čaka nekaj novega, tako naj pogledajo čim prej, ne? Sicer pa greva najprej na sramoto slovenske policije, kot bi lahko rekla tej najni prvi zgodbi. Če bi v najnem žargonu rekla še ulov tedna, bi bil pa precej slab, ne? Ker se je mreža v manj kot 24 urah izpraznila. Ja, in to je potem pokomentiral šef NPU Darko Muženič, tako, ne, pa pogleda, kaj je povedal. Ne? Da je bil odvzem prostosti odpravljen, nisem bil obveščen. Me ni presenetilo, no. Skrb ali pa strah, ki ne bi prihajal iz Bosne, da se osumljenci naj ne bi več našli, je odveč. Mi ih bomo našli. Ponovo nam neko govori da će ti ljudi koji su već bili uhapšeni pa pušteni ponovo biti uhapšeni. Kako? Jel vi mislite da će sad ova trojica ili ova petorica ljudi, kada su shvatili da slovenačko pravosuđe protiv njih provodi istragu i da ima dokaze, da će oni se kretati regularnim graničnim prelazima i prelaziti preko granice? Evo, ja samo postavljam logična pitanja, čak i direktoru slovenačke policije. In seveda verjamem, da se bodo tudi v Bosni skrili v primeru, da bi torej se zoper njih nekako zbralo več dokazov v Sloveniji, ki bi bili poslani v Bosno, tako da jaz mislim, da nikoli ne bojo procesirani. Peter, to je samo prva od današnjih zgodb, ki se jih bo lotila in nekako umeščajo ali pa vzpostavljajo Slovenijo kot neko podalpsko Srbijo, pa da takoj ne dam disclaimer, da ta slabšalni prizvok ne bi bil čisto narobe razumljen. S tem mislim na v bistvu tisto najslabše, kar Srbija ponuja regiji in svetu v 21. stoletju, to pa je popolna paraliza nekih neodvisnih institucij, ne, in popolna odsotnost vladavine prava, tisto proti čemur se v Srbiji te dni protestira. V bistvu, ja, ne, mislim, da je zanimivo, kako imamo posebno diametralno izjavo, recimo bosanski novinar, ne, Audić, ne, ki zelo dobro spremlja te razne mafijske posle po celotnem Balkanu, ne zgolj v Srbiji, ne, in pa šefa NPU, ki suvereno, mi jih bomo spet našli, če bo treba. Ne. Poglej, šef NPU je v torek sklical posebno novinarsko konferenco in se izrecno pohvalil z uspešno mednarodno kriminalistično akcijo, poimenovali so jo Brut. Tam naj bi polovili oziroma so aretirali, ne, vseh 5, ki so jih še iskali v zvezi s tisto mafijsko likvidacijo po noči na Brdu pri Ljubljani. Ne. In manj kot 24 ur kasneje, mislim, da niti 12, pravzaprav naslednje jutro so bili v Sarajevu vsi na prostosti. In kot smo videli, v bistvu nam šef NPU povsem mirno, ne, tako zjutraj je bil tudi on očitno še malo uspavan, razlaga, da o tem niti ni bil kaj dosti prej kot midva obveščen, da so torej že na prostosti in da če to slučajno koga skrbi ali jezi, ne, ni za to nobenega razloga, ker jih bodo dobili še enkrat. Ja, in to je ta isti šef NPU-ja, ne, ki ga je Golob pravzaprav lastnoročno izbral za to mesto, ne, kar sta pred časom že razkrila, zdaj preganjana Tatjana Bobnar in
Boštjan Lindav, o čemer sva več v prejšnji epizodi. Da, Imela sta tudi Lindav in Bobnarjeva resne pomisleke glede vrnitve gospoda Muženiča na vrh NPU. Takrat, ko si je Robert Golob zaželel njegov povratek v vrh policije, je proti njemu namreč potekala tudi preiskava Evropskega tožilstva. Razkrila je, mislim, da Tatjana Bobnar na svojem zaslišanju takrat, da je javna skrivnost znotraj vladnih vrst, da Robert Golob direktno komunicira po telefonu na 4 oči z Muženičem, tako da to je politični izbranec. In prav Darko Muženič, tu pa zdaj pridemo do premierja Goloba, pa bova kasneje še kaj rekla o njegovih balkanskih sentimentih, je tisti, ki naj bi z raznimi kadrovskimi rošadami hmalu po povratku v policijo dosegel, da je povsem nova ekipa se začela ukvarjati s primerom GEN-I oziroma spornimi posli Roberta Goloba po Balkanu. In to vse v času, ko policija Roberta Goloba obtožuje ravno vmešavanja v policijo, mi pa še vedno poslušamo o zaplinjanju Ljubljane in podobnih stvareh, kot če bi se to dogajalo v preteklosti. Spomni se tudi kampanje leta 2022, ko smo bili dobesedno preganjani in linčani. Redki novinari, ki smo opozorili, da sporni posli Roberta Goloba iz te podjetniške korporativne kariere segajo predvsem v 3 smeri. Poleg Romunije, kjer še vedno ostaja nekako nerazčiščena zgodba s tistim računom, še v Srbijo, kjer je bila in je še aktivna podružnica podjetja GEN-I, in v Bosno oziroma konkretno v Sarajevo, kjer se je govorilo o zgodbi s provizijami pri velikih energetskih poslih. In pri vsem tem bi rekel samo še to, če je pravzaprav javna skrivnost vse to, kar si že naštel, se sprašujem, kaj vse imajo različne, tajne službe Srbije, Romunije, Bosne in drugih držav Balkana, recimo še v rokavu zoper Roberta Goloba, pa morda še ni prišlo v javnost, ker to so stvari, ki so bile dobesedno javno izrečene ali pa so, ne razkrite tako in drugače, in dvomim, da to še zdaleč je verjetno to vrh ledene gore, ne pa samo to. Tako da se mi zdi, da je to pravzaprav neko norčevanje iz državljanov na eni strani Roberta Goloba, oziroma da pravzaprav on tukaj igra neko očitno lutko nekega posrednika, na drugi strani norčevanje strani policije, Darka Muženiča, ki potem dobesedno pravi Slovenci, se jih bomo ujeli, seveda v Bosni jih boste ujeli, bi rekli do slovensko policijo, Slovenija pa medtem postaja meka za preprodajo droge. Tudi nekako te vzorci iz odpadnih voda v Sloveniji kaže, da recimo predvsem pri kokainu se ta poraba narašča. Glej, če je Gibanje Svoboda kot poimenovanje politične stranke pomenilo prost pretok kriminalnih združb in droge in orožja, potem so ta del obljube vrhunsko dostavili, Sicer bi pa rekel, glede Avda Avdića, ki si ga omenil, velja za res odlično obveščenega, kar zadeva črno kroniko na področju Balkana, praktično v realnem času pridobiva informacije preiskovalnih organov in je opozoril na eno zelo dobro poanto. Smrdi to, da se je slovenska policija odločila že v izvoru te aretacije opraviti na ozemlju Bosne in Hercegovine, ki seveda že leta in leta nikoli ni izročala svojih državljanov v tujino, kar pomeni, da nekega resnega namena, da bi bili procesuirani po slovenski zakonodaji pred slovenskimi organi, niti v štartu ni bilo. Oziroma, če zaključim tole, se mi zdi, kot da se kaže, da slovenska oblast skuša z nekimi višjimi davki in raznimi ukrepi pravzaprav odgnati ves legitimen kapital in namesto tega pripravljati teren za, po eni strani mafijski kapital, po drugi strani pa za izbrance, ki bodo lahko bogateli na račun državnega denarja in paradržavnih podjetij, kjer prideva do najne druge zgodbe v tem tednu, in sicer lahko rečeva kar Dars in brata Ribič. Ja, brata Ribič sta tudi zanimiva in kar precej malo medijsko obdelana zadeva. Poglej, bi najprej umestil malo v širši kontekst. Vsaj 2 tedna, po mojem spominu, spremljamo težko moralno paniko okoli stranke SD, razpisa na agenciji Spirit. Spet, absolutno, tam je 83 milijonov vreden razpis, nekje v okrilju ministrstva, ki ga vodi Matjaž Han, in tam so osebe, ki so povezane z osebami stranke SD. Niso pa v aferi Spirit bratje in sestre,
In kar se pa dogaja na Darsu, ne? Dars je prevzel vodja volilnega štaba po Valentinu Hajdinjaku, ne? Je prevzel vodja volilnega štaba Gibanja Svobode, Andrej Ribič, to podjetje. In zdaj 28 milijonsko investicijo v novo poslovno stavbo vodi njegov brat, sicer dolgoletni zaposleni na Darsu, ne? Se pravi nepovezana oseba, ampak brat, ne? Predsednika uprave Andreja Ribiča, in to ni bila nobena moralna panika. Ne? Nimamo afere in nihče ne poziva, ne vem, Roberta Goloba naj takoj odstavi Ribiča in naj zaradi, ne vem, afere, ki sega v vrh njegove stranke, ker nepreklicno odstopi, ne? Je še več. Pričemer ta 28 milijonska afera je pravzaprav 20 milijonska, ki se je podražila nedavno. Če greva v detajle, ponudba za to stavbo, prvotna, ki je zmagala na razpisu, je bila nastavljena, mislim, da na 19,6 milijonov, najdražja, ki je na razpisu seveda izgubila, je bila 22 milijonov, zdaj pa ta prvotna, ne, ki je dobila posel že na 28 milijonih, ker sta vmes bila dva aneksa in oba je podpisal Andrej Ribič, projekt pa vodi njegov brat. Ne? In da je aroganca še večja, ta brat ni nekdo, ki bi ga skrivali pred javnostjo, ne? Ampak je ta teden na novinarski konferenci, ki je bila sicer namenjena zastojem na slovenskih avtocestah, prvotno mirno prišel tudi javno razlagati o tej selitvi Darsa v nove prostore, ne? O tej gradnji oziroma projektu, ki ga nadzira. In kako se po novem odgovarja na razna novinarska vprašanja o konfliktih interesov, odkar imamo svobodo, ne? Poglejva, precej svobodno, bi rekel. Se vam ne zdi, da ste pri tej zadevi v konfliktu interesov, glede na to, da je vodja gradnje vaš brat? Ne. Zakaj ne? Nisem. Gradnja poslovne stavbe se je začela že precej dolgo pred mojim prihodom. Ko smo mi prišli v upravo Darsa, je bil praktično na mizi že prvi aneks. Moj brat je skrbnik podjetja te pogodbe od začetka. Se pravi, kaj, še prej ste vi prišli na Dars ali šele potem? On je že 9 let v službi in je vodil projekt od vsega začetka. Gradno spremlja inženir, to je družba, ki jo najamemo za to, ona odloča o vseh spremembah, se pogaja o ceni in potem te cene predlaga službam, strokovnim službam Darsa, to so pravna služba, to je controlling, finančna služba, in ko te službe dajo zeleno luč, pride to do podpisa k upravi. Smo si pa člani uprave razdelili področja in področje gradnje upravne hiše je prvotno spadalo pod mene. In potem smo se skupaj odločili, da to dam kolegu, to se pravi članu uprave, gospodu Skorenšku. In je on skrbel za to. Tako da tukaj ne vidim nobenega konflikta interesov. Ti, Peter, jaz tudi ne vidim nobenega konflikta interesov. Moram reči, da sem zdaj popolnoma pomirjen, ko sem tole slišal, ne? Ker če pa gospod Ribič, ne, kot predsednik uprave to področje zaupal nekomu drugemu v upravi, pol je pa vse ok in sta zdaj z bratom v bistvu nekoliko manj brata, kot sta bila prej. Ne? Seveda, ne, vsekakor verjetno se nič ne pogovarjate. To me nekako spominja, ne, če se spomniš ti kakšnih, zdaj že pa boh ima 10 let verjetno od tega ali pa blizu, ne, ko je bila ta afera žilne opornice, ne, in potem je bil tožilec, brat od dobavitelja teh žilnih opornic, ne, torej Harry Forlan, tožilec, ne, je potem veselo razlagal, mislim, da tudi ravno na Tarči ali nekje na televiziji, ne, da se je on pa se vendarle s svojim bratom ne pogovarjal o poslu, tako da pravzaprav sploh ne veš, čim se njegov brat ukvarja. Ampak poglej zdaj to, prideva nazaj na zgodbo, o kateri sva govorila v točki 1, se pravi pri tem policijskem fiasku, ne. To je spet neposredno, ta zgodba o Darsu je neposredno povezana z GEN-I, z Bosno in Srbijo. Zakaj? Andrej Ribič je bil pred vstopom v politiko, tudi pred nastopom funkcije v upravi Darsa, šef Elektra Ljubljana in je eden od tistih, ki je Robertu Golobu pomagal splesti zapleteno lastniško hobotnico, to je bilo že večkrat opisano, ne, s katero so državni GEN-I dobesedno odpeljali upravljavsko od vpliva politike oziroma države. Ne. Golob in Ribič bi lahko rekli, da sta skupaj izvedla neko privatizacijo brez uradne privatizacije, ne, in potem so šli glavni tokovi ravno v države po Balkanu. Ne. Tako da vse
vse te zgodbe so pravzaprav ena in ista zgodba, bi lahko rekel. Ne? Ja, pri čemer, če se spomnimo, kako smo poslušali, celo novinarsko nagrado je dobil prispevek, ki je pokazal primer podkupnine, ki se ni zgodila, oziroma ki ni bila učinkovita, ali kako, primer poskusa podkupnine oziroma podkupovanje nekoga, ki naj bi podkupil naprej, pa potem to ni uspelo, ko je bil na Darsu še direktor Valentin Hajdinjak, ki je bil pač iz opozicije, in takrat si je Andrej Ribič nadvsem prizadeval, da bi Hajdinjaka zrušil, zato da bi potem v naslednjem koraku lahko prevzel njegovo mesto, kar seveda ga zdaj tudi je. In takrat smo takrat smo imeli to afero, pravzaprav več tednov, smo gledali tisto Snežičevo štetje denarja, zdaj, ko se pa dejansko obračajo tukaj milijoni pri gradnji poslovne stavbe, kjer se tudi vprašaš, mislim, za 28 milijonov graditi poslovno stavbo za Dars. Poglej še nekaj, oni so dejansko iz Valentina Hajdinjaka, ker je bil politično druga opcija, želeli narediti nek simbol teh slabih koruptivnih praks, preden so sami zasedli politično vrh Darsa. In tudi ta teden sem v enem od prispevkov televizijskih slišal Andreja Ribiča, mislim, da si noči v Tarči, ko je rekel, prekinili smo stare škodljive prakse na enem zanimivem področju oglaševanju, državnem oglaševanju v slovenskih medijih, in je rekel, tega ne počnemo več, da ves denar dobiva samo ena politična opcija, samo eni mediji in tako naprej. Medtem pa Tarča razkrije, da si je budžet, in to je dosegel preko SDH-ja, preko spremembe nekih aktov, na katere pa spet vpliva Gibanje Svoboda in njihov Žiga Debeljak, da si v predvolilnem letu 2025 povečujejo budžet za sponzorstva iz 150 000 na $500,000 evrov. Seveda, ker Dars pač more res veliko oglaševati. So pa prekinili s praksami. Prekinili, seveda. In te prakse, pravzaprav ravno ta oglaševanja, gre do medijem, ki so pa, bom rekel, te dni spet, v prvem branju je bil sprejet medijski zakon, zdaj ga čaka še pač nadaljna obravnava, ampak v nekaj mesecih ne bi lahko zadeva prišla uveljavljena. Glej, to je najna današnja tretja zgodba, ampak tista, ki celo, kljub bratom Ribič, kljub policiji, ki kriminalce spušča po 10-12 urah na prostost, še najbolj direktno spominja na Vučićevo arhitekturo oblasti v Beogradu. In to je ta nova medijska zakonodaja. Zakaj? Po eni strani gre za nagrajevanje medijev, ki jim bodo medijski tajkuni v času te predvolilne kampanje zelo očitno, kot se je to zgodilo že leta 2022, posodili v promocijske in na drugi strani diskreditacijske namene kliki ali pa hunti Roberta Goloba. Smo rekli, da je kartel v prejšnji epizodi. In po drugi strani, kar je pa huje, ker teh posegov v mainstream medije smo nekako že kar vajeni, ampak tudi za poskus utišanja kritične razprave o vladavini svobode celo v vseh porah civilne družbe, se pravi na družbenih omrežjih, na digitalnih platformah. Zdi se, da je nekako, to že več časa opozarjamo in tudi ugotavljamo, da moč, bom rekel, teh tradicionalnih medijev, kot so časopisi in televizija, upada, in da pravzaprav že spletne mediji dosegajo bistveno večjo branost, recimo kot časopisi, in razne podcast oddaje, se počasi približujejo ali celo že presegajo, bom rekel, resne ali pa etablirane, ugledne televizijske oddaje, kot so recimo Odmevi na televiziji Slovenija in podobno. Ja, in glej, komando za to, kar zdaj nakazuješ, je pa v bistvu dal v enem od nedavnih pogovorov spet sam predsednik vlade Robert Golob, ki je točno to omenil. Je rekel, nekako grejo te stvari, te novi mediji, nove platforme mimo nas, evropske volitve smo recimo prepustili desnici, ker nismo obvladovali tega civilnega vrenja na družbenih omrežjih, in še celo reče, to se ne sme več ponoviti. In od takrat, kot da celotna mašinerija pod njim zelo učinkovito v bistvu dela na izpolnitvi tega premierjevega ukaza, bi pa dodal samo še nekaj, ker je pač danes petek, pa smo si noč gledali Tarčo, deloma tudi na temo svobode medijev v Sloveniji, Tam je bilo povedano tudi to, da je Golobov genij, jaz mu bom kar rekel Golobov, čeprav uradno tam trenutno ni, sredi zelo intenzivne oglaševalske kampanje po slovenskih medijih, ko jih pa vprašaš, pa so v popolni državni lasti, kam ta denar dajejo, ne moreš dobiti podatka. Zaradi tega, ker to delajo preko tujih računov, preko hčerinskih družb, in pravijo, da je to poslovna skrivnost. Poslovna skrivnost, kot je bila poslovna skrivnost tudi v času predvolilne
kampanje, ne, in kot bo verjetno poslovna skrivnost ali pa morda ne poslovna, kakšna drugačna skrivnost, ne, kako se bodo te, bom rekel, razni inšpektori, ki bodo recimo na AKOS-u, ki zdaj dobiva neke zelo velike pristojnosti po tem zakonu o medijih, ne, odločali o tem, kaj je torej neka resnica, kaj je lažna novica, kaj je zavajajoče. Ja, in v tem delu je v bistvu šla stvar tako daleč, da podobno kot pri Jankoviću, o katerem še bova, ki je združil marsikoga nezdružljivega v slovenski politiki v kritiki proti njegovim dejanjem, ne, tudi ta medijska zakonodaja vedno bolj celo ideološko povsem nasprotne poslance Državnega zbora povezuje med seboj, pa poglejva en posnetek. Poglejva še to, ne. Če nam vzamejo svobodo govora, nas lahko neme in tihe kot ovce odpeljejo v zakol. In o tem govori ta zakon. Kajti kdo bo tisti cenzor, ki bo odločal, kaj je sovražni govor in kaj je svoboda govora? Bili bojo tisti, ki bodo bili tej vladi všečni. Z novim zakonom se do skrajnosti politizira ne le klasični medijski trg, politizira se tudi digitalne platforme. Zakaj? Ker se zavedate, da po skoraj 3 letih v vladi praktično niste naredili ničesar, kar bi bilo omembe vredno in kar bi bilo v skladu z vašimi predvolilnimi obljubami. Omejujete zato, ker se neskončno bojite tudi javnega mnenja. Ja, logična razlaga, ne? In da se nove medijske zakonodaje slovenske ne bi sramovala niti ta hip na dnu, ne? Vučićeva Srbija niso besede kakšnega desničarja, recimo, ne? Ampak besede nekdanje poslanke Svobode, Mojce Pašek Šetinc, ki je to povedala svojim nekdanjim kolegom v obraz na seji, mislim, da je bila v torek ali sredo. Ne. Ja, zdaj, ne, tukaj bi morda mogla zdaj pojasniti, ne, jaz sva preverila informacije, ne, torej, Ja, tako, torej ja. zdaj je predvajala svojo izjavo Jerneja Vrtovca, ne, ki je poslanec v Državnem zboru, ki je pač povedal svoje stališče, ne. Zdaj, pred, mislim, 3 tedni, ne, sva tudi predvajala izjavo enega drugega opozicijskega poslanca in ta teden dobila vprašanje, če sva preverila oziroma zakaj sva ravno njegovo izjavo vključila, ne, v podcast, ki je bila ob boku izjave ministrice takrat, ne, in če sva preverila njegove trditve. Ne. Ja, Tako da, tukaj mi je taka zelo zanimiva situacija, kako se pravzaprav že izvaja nekako v duhu tega medijskega zakona, ne, in sicer strani tako imenovanih cenzorjev na Facebooku, ne, torej partnerjev, ki jih Facebook uporablja za cenzuriranje določenih objav na Facebooku in za, bom rekel, preganjanje medijskih objav. Ne, torej, Projektu se reče razkrinkavanje. Razkrinkavanje, ne, portal pa mislim, da je Oštro, ne, ampak tukaj gre za to, ne, da pravzaprav se izvaja pritisk, ne, ker samo za opozicijskega poslanca na temo zakona o medijih so spraševali, zakaj smo ravno njegovo izjavo vključili, čeprav je iz samega podcasta povsem jasno, zakaj je bila tista izjava relevantna. Evo en moj predlog projektu razkrinkavanja in portalu Oštro. Imate 2 brata, nagradno vprašanje, omenila sva jih v tej epizodi, morda bi pa razkrinkali še kaj na tem, ne, ali pa kaj podobnega, ampak šalo na stran. Mislim, da moramo najnim gledalcem povedati, da po novem akteri kot so Oštro, ne, kot praviš, preverjanja dejstev v imenu nekih velikih medijskih oziroma multimedijskih korporacij, kot je Meta, ne, naj v bistvu poziva, naj začneva preverjati mnenja, torej stališča nekih političnih akterjev, kako si to v praksi predstavljajo, jaz ne vem, spet bom malo ironičen, pa bom rekel, ne vem, tokrat bova Jerneja Vrtovca poklicala, ga vprašala, ali je bil v času nastanka te izjave v redu, ali je imel morda vročino kaj povišano, se počutil dobro in tako naprej. Ne? No, ampak da zadeva je morda bolj resna, kot se zdi na prvi pogled. Ne? Recimo na socialnih omrežjih potem oni take objave označijo kot recimo zavajajoče ali pa delno zavajajoče in posledično razni ti influencerji, ki so napačne barve, konkretno recimo je to ta teden razkrila Zala Klopčič, ne, ki pripada stranki SDS, ne, in je svojo peticijo proti medijskemu zakonu zbrala že 17 000 podpisov.
da se ji potem dogaja, ne, da se pravzaprav brišejo njeni lajki, da se ta zadeva prikazuje manj ljudem, oziroma če celo povzamem, kako oštro v svoji definiciji, ne, se pohvali, da ko so postali partnerji Mete, ne, da če ugotovijo, da vsebina ne drži, zdaj, kako to ugotovijo, seveda potem z raznimi tudi oni. Mnenji določenih posameznikov očitajo nam, recimo, da smo vključili napačno mnenje, ne? Potem to kot da drži delno ali je pomanjkljivo ali prirejeno, to jasno označijo. Meta, torej lastnik Facebooka, te vsebine na to označi z opozorilom uporabnikom platforme, da berejo oziroma delijo netočne informacije, poleg tega o tem obvesti administratorje skupin, ki so delile take informacije, in zmanjšuje število uporabnikov Facebooka in Instagrama, ki so izpostavljeni netočnim informacijam ter onemogočijo oglaševanje takih vsebin. Ne? Meta tukaj načrtno to prikaže manj ljudem. Ampak veš, kaj je ironija? Ironija je, da v tem podcastu najinem sva midva imela tudi izjavo recimo premierja Roberta Goloba, da je na KPK-ju zavrnil vse očitke, ali pa še ena taka znana izjava, 3. leto, se pravi 2025, 3. leto mandata bo leto reform, recimo. Ne? In zdaj, če bi šli to faktično preveriti, ne, bi potem lahko v praksi vse tisto označili vmes z pi kot kakšno kletvico in bi od posnetka Roberta Goloba ostalo samo še, ko snemalcu reče dober dan in potem, ko se obrne in reče nasvidenje. Oziroma bi vsaj mogli dati disclaimer, da je to zavajajoča informacija. Ne? Ampak pač seveda, ker je Robert Golob na ta pravi strani očitno, ne, se tega pač ne gremo. Ne? In zdaj, ko si o pravi strani, ne, morava pa zdaj o tem, kdo je na pravi in kdo ni na pravi strani, kot oni sami te dni pravijo zgodovine, ko gre za Vučićevo Srbijo, ne. In kot bi jaz temu v delovnem naslovu poglavja najnega rekel, mokre sanje Roberta Goloba. Zdi se kot da, po eni strani so pravzaprav dogajanje v Srbiji mokre sanje več kot samo Roberta Goloba. Ne? Po eni strani bi Robert Golob vzpostavil sistem, kakršnega ima Vučić in ga zgledno uporablja, ne? Zato da se uspešno ohranja na oblasti in mu to v Srbiji pravzaprav kar dokaj uspeva, ne? Ker nima trenutno resne opozicije, ki bi ga lahko resno vrgla z oblasti, recimo na volitvah, si je pa s tem nakopal pravzaprav resno opozicijo na ulicah. Ne? Ko gre za kriminalne oziroma kriminalistične preiskave zoper Zorana Jankovića, ena zelo lepa njegova lastnost, da ne uporablja računalnika, kar je večkrat javno povedal. Tule ga je pa prvič dejstvo, da sodobne tehnologije ne uporablja konkretno teplo po glavi, bi lahko rekel, ker je celi slovenski javnosti želel pojasniti, da je srbskemu predsedniku napisal privatno, prijateljsko sporočilo podpore, ne? Ni pa očitno na mailu preveril, da so sodelavke dale to na papir in glavo ljubljanske mestne občine. Ne? In če res verjamemo, da je bilo to privatno pismo. Seveda, ti ne verjameš, spet. No, in zdaj tako, ne. Bom pa rekel nekaj bolj resno. Vihar, ki ga je zdaj to pismo podpore povzročilo in potem tudi izjasnjevanje in razčiščevanje med osrednjimi akterji, je pa na nek način za slovensko družbo koristno. Zakaj? Bova v nadaljevanju, ko pogledava še en posnetek, ampak zdi se mi, da so spet razkrili več trije akterji kavic na Plečnikovi ljubljanski tržnici, več kot so slovenski javnosti v resnici želeli povedati. Pravzaprav je ta zelo transparentna situacija. Ne? Bržkone je najbolje presenetilo jasno in neposredno nasprotovanje Jankovićevega političnega somišljenika, prvega predsednika Milana Kučana, ki je prepričan, da poteza župana med Ljubljančani nima podpore. Tudi moje nima. Ta njegova poteza je politična napaka. Jaz se strinjam s tem, da je to politična napaka. Tako da tukaj nimamo težav s tem, če sprašujemo. Ampak to je moja politična napaka, moja odgovornost, ne? Jaz nosim posledice. Tu lahko različno. Ampak ta napaka moja politična ne pomeni nič slabega za naše Ljubljančane. Vsak ima pravico do svojih osebnih stališč, živimo v demokraciji, kar se pa tiče komentiranja notranje političnih razmer v drugih državah, sem pa tega držav. Da bi se lahko zgovarjal, sem bil na bolniški, pa nisem bil v nezavednem stanju. Napisal sem, ker sem hotel napisati. Napisal je, ker je hotel napisati, ampak poglej, kaj se je razkrilo. Povsem najbolj jasno do zdaj se je razkrila hierarhija med temi tremi. Ne? Tam je na vrhu Milan Kučan,
ki ima globoko v 9. desetletju svojega življenja še vedno tisto nepreklicno zadnjo besedo, nekako določa tam neke vrhovne pozicije, kaj je prav in kaj ni. Potem je nekje v sredini Zoran Janković, ki si še vedno lahko privošči to osebno svobodo do svojega mnenja, ločeno mnenje mu je na nek način dovoljeno in lahko kljub kritiki Milana Kučana potem še dneve javno ponavlja, da bi vse storil še enkrat isto. Mu je dovoljeno narediti politično napako. Tako je, celo večkrat. Ne? In potem je tu Robert Golob, ki je sicer formalno na najmočnejši funkciji med to trojico, a v bistvu mora biti lepo tiho in ugajati obema, ki sta hierarhično nad njim. Mislim, formalne funkcije tukaj ne igrajo prav veliko, ne? In je tukaj Golob več kot očitno vedno bil, ne, in še vedno je v tej podrejeni poziciji. Sej zares se ni to pokazalo zdaj prvič, ne, če se samo spomnimo tistega upravičevanja Danijela Bešiča Loredana in podobnih situacij, ne, kako je Zoran Janković pravzaprav ukrepal z Robertom Golobom. Je pa zanimivo, ne, kako je pravzaprav ena taka bizarna sicer podpora recimo temu v narekovajih srbskemu avtokratu, ne, povzročila takšen vihar, ne, pa dokaj jasno, zakaj Janković pravzaprav Vučića na ta način podpira, nekako govorice so dokaj glasne, ne, da se Janković poteguje pravzaprav po koncu tega aktualnega mandata, ne, za vodenje EXPA v Beogradu. Celo Vučić ga je že vabil, češ naj postane župan Beograda, ne, in tako dalje. Vučić pa na drugi strani potrebuje nek vtis, da vendarle mednarodno še ima podporo, ker sicer ravno iz Evrope prihajajo predvsem podpore torej demonstrantom, ki se prizadevajo za bolj proevropsko Srbijo in za predvsem bolj transparentno in demokratično urejeno Srbijo, kar pa Vučić že kar nekaj časa aktivno načenja. Če kaj je to pismo pokazalo neke skupne močne interese med Jankovićem in Vučićem, zdaj vemo na koncu, da gre vedno v teh krogih preprosto za denar. Ne? Ljubljanski župan na eni strani na novinarskih konferencah zatrjuje, da svetuje glede tega EXPA 2027 zastonj, to je spet neko prijateljsko dejanje podpore Aleksandru Vučiću. Potem pa poslušam, ne, včeraj spet v Tarči, da je v Srbiji ta projekt EXPA 2027 z zakonom izločen iz sistema javnih naročil in potem tam nek srbski novinar tudi v oddaji da izjavo, da vse pogodbe, govorimo pa o 100 milijonov evrov, mislim, da skupni budžet je pa celo 15 milijard, več od slovenskega letnega proračuna, ne, za ta projekt. Vse pogodbe večje s podizvajalci na EXPU so tajne. Ne moš priti do nobene številke, do nobenih akterjev, do ničesar. Ne. Spet že videno pri geniju, ne? Videno in podobno, poglej, glede na vse, kar sva v tej epizodi omenila, če grem na hitro, paralizirana policija, 2 brata, ki vodita 30-milijonsko investicijo v imeni države, potem stampedo z novo medijsko zakonodajo na neko svobodo besede v Sloveniji. A je res kaj čudnega, da te ljudje iz Ljubljane ne komentirajo ali pa ne vidijo radi, da so postavljeni v položaj, ko morajo kaj reči o Aleksandru Vučiću. Oni ga ne komentirajo, ali pa Robert Golob ga preprosto ne komentira zato, ker ga študira, ker ga analizira, občuduje in ima sanje potem, da bi vzpostavil kaj tako učinkovitega in močnega, kar Aleksandar Vučić že ima ta hip. Ne? Pri tem pa mislim, da je vredno pokazati, no, ker gre za izrazito ikonične posnetke, no, oziroma to so stvari, ki jih ne vidimo vsak dan. Ne, torej posnetke protesta, ki je ta vikend potekal v Novem Sadu, pa si predlagam še to poglejva, ne. Može niko, možeš ti, da je igra dar. Nikad nismo niko, možeš ti. Ja, mislim, tukaj je 10 in 100 tisoči praktično ljudi v drugem pazi, ne? V drugem največjem srbskem mestu. To pomeni, da je ogromno ljudi se je moglo iz Beograda ali od drugod pripeljati, ja, ne. Študentska karavana je šla celo peš, ne, 2 dni, 80 kilometrov, mislim, da približno je med Novim Sadom in Beogradom, ne. To je sicer nekoliko bliže kot sta Maribor in Ljubljana, pa ne bistveno, ne. Tako da, če si recimo z ilustracijo predstavljamo, ne, da bi pravzaprav takšen protest mi organizirali. V Mariboru se mi zdi, da je to
če so prej bila, da je Vučićev režim, ne, in hierarhija in celoten sistem mokre sanje Roberta Goloba, ne, pa so lahko tukaj, bom rekel, zgled mobilizacije, torej srbski študenti, ki so izkazali izjemno motivacijo, izjemno pripadnost in tudi ustrajnost, ker ustrajajo že praktično več mesecev na ulicah. Ne, to pa je nekaj, česar recimo pri nas nismo vajeni, sploh pa ne na strani aktualne opozicije. Teli posnetki, ne, bi bile pa na drugi strani dejansko mokre sanje slovenske opozicije, ker to je ta mobilizacijska moč, ki je desna sredina, ki v tem mandatu v opoziciji nima. Zdaj, če greva na konkreten primer, moram pa še nekaj reči. Ne? Lastnost vsake resnice je, da sicer zdravi, ampak zraven tudi zapeče in zaskeli, ne? In tako verjamem, da bo kakšnega od najnih gledalcev zapeklo to retorično vprašanje. Kdo videl kakšno zelo jasno stališče stranke SDS ali pa Janeza Janše okrog prvič načina Vučićevega vladanja, pa potem konkretno teh dogodkov, ki smo jim zdaj zadnje tedne in mesece pričane. Jaz osebno tega nisem prebral. No. Zanimivo mi je pa še ena druga stvar, ne? In sicer ob vseh rabotah, ki se dogajajo v Ljubljani, ne? Je ravno, bom rekel, nekaj, ki se dogaja v tujini in Ljubljančanov, bodimo iskreni, prav močno ne tangira. Sveda nas tangira, v smislu Srbi so nam, lahko rečemo, bratski narod, so nam blizu, tudi pač veliko poznanstev ljudi je, skupaj smo živeli v Jugoslaviji, ampak konec koncev, kako se razni mestni svetniki opredelijo do srbskih protestnikov, bistveno ne vpliva recimo na samo dogajanje pri nas, bistveno pa vpliva, kako mesto preplačuje določene stvari, oziroma še najhujši kriminal verjetno v tem času, ne, torej gradnja kanalizacijskega kanala čez vodovarstveno območje, ne, in sicer kanala za milijone kubičnih metrov odplak, ne, in ravno tukaj, ne, pravzaprav se kaže, zdaj se omenja, da je celo morda ta politična napaka lahko konec Zorana Jankovića, pri čemer pa recimo kanalci nič ni, kako je to mogoče, se sprašujem, ne? Sploh ob dejstvu recimo, no, da je zadnje dni, tukaj pa treba pohvaliti še enega mestnega svetnika, ne, in sicer Aleša Primca, ki je z množično mobilizacijo na upravni enoti, ne, pravzaprav kar opazno zaustavil in morda celo zablokiral, to se bo še videlo, no, torej zadnji korak, zadnje gradbeno dovoljenje za zadnji kos, ki še manjka kanala C0 in je izjemen teren v peti, recimo v tem kontekstu, Zoranu Jankoviću, in to je tisto, kar bi Ljubljančane v resnici bistveno bolj moglo žuliti, pa ne samo Ljubljančane, ne, se pitna voda v Ljubljani se nanaša pravzaprav tudi na vse tiste, ki v Ljubljani delajo ali pa v Ljubljani študirajo, ne, ali pa njihovi otroci bodo v Ljubljani študirali, ne, in bodimo realni, v Ljubljani študira pač, mislim, da 70-80% recimo slovenskih študentov. Ne. Škaj, zanimivo je, proti čemu v tej naši ljubi državici ali pa v glavnem mestu protestiramo in proti čemu ne. Če pogledaš konkreten primer, ne protestiramo zdaj, ko je pač nekdo nekaj rekel v zvezi z vladavino Vučića v Srbiji. Ampak dejstvo je, ne, da kakorkoli lahko to kritiziramo in si mislimo svoje o tem, to prav nič ne prizadane denarnih tokov Mestne hiše ali pa Zorana Jankovića. Ne. En projekt, večmilijonski projekt, 10-milijonski projekt, kot je C0, ne. 100-milijonski. Ja. To pa prizadane še kako denarne tokove, ne. Mestne hiše in še koga morda zraven. Tukaj pa raznih intelektualcev v narekovajih. Zdi se mi, da tudi zato, ker vendarle imata oba ideološka pola v Sloveniji nekatere stične točke v ozadju, predvsem te denarne, ki jih je več, kot si upajo sami priznati. Ne? In ko smo že pri denarju, ni ga bilo potrebno zbrati tako zelo veliko, kot v primeru raznih kanalov C0, da se je rešilo škofjeloško invalidsko podjetje CSS, kjer pa spet so se vključili torej lokalni podjetniki. Glej, to je še ena zgodba o podalpski Srbiji. Zakaj? Ker lastnost držav, kjer institucije ne delujejo, je tudi to, da namesto sistema tiste težave eksistenčne na koncu rešuje neposredno okolje. Se pravi neka civilna družba in na koncu neka pomoč praktično od vrat do vrat. In to se je zgodilo zdaj v primeru Škofje Loke, kjer je pa neko to pobudo prevzel predsednik državnega sveta, zdaj tudi predsednik nove stranke z nekimi ambicijami na prihodnih parlamentarnih volitvah, Marko Lotrič. Predlagam, da pogledava, kako je po mojem zelo dobro v 2-3 stavkih
razgalil pa spet eno zgodbo, ki sega v Gibanje Svoboda in namreč, ne, če boste pozorno poslušali povedano od začetka do konca, se razkrije zelo močen sum, po mojem mnenju, da je bilo med likvidacijsko upravo tega podjetja in med državnim holdingom dogovorjeno bolj ali manj, da se zahvalijo za vse posle, ki jih še lahko dobijo, stvar pošljejo v stečaj in s tisto zemljo, ki je tam v Škofji Loki, naredijo bog ve kaj, ne. Torej, obrtniki in podjetniki so se aktivno vključili v reševanje škofjeloškega CSS-ja. Tako smo preko vikenda zbrali najprej za 1 200 000 evrov pisno potrjenih naročil. Tukaj lahko vidimo pač te kopije teh naročil. Hkrati pa seveda, ker ne morejo vsako naročilo potrditi samo direktorji, potrjujejo tudi uprave za približno 200 000 evrov po telefonu obljubljenih dodatnih naročil. Tako, če preberem iz tega spiska, je trenutno za 1 372 000 evrov naročil za letošnje leto. V koliko dneh ste to zbrali? Ja, začeli smo v petek oziroma v soboto zjutraj. No, preden nadaljujeva, pa si poglejva izjavo nekdanjega direktorja in trenutnega likvidacijskega upravitelja Uroša Zarnika, ki ga je 2 tedna nazaj naša ekipa ujela med prihodom v službo. Se ne bi dalo nekje dobiti kot, ne vem, dober gospodar podjetja še dodatnih poslov, da bi lahko firma preživela? Lejte, lahko jih dobimo, lahko jih ne dobimo. Mislim, ne vem, to tukaj vam ne znam povedati. Mi smo si prizadevali jih dobiti, žal nam to ni uspelo. Mogoče, če ima kdo kakšno čarobno drugo paličico, bi jih mogoče dobil, a ne? Glede na videno lahko samo povem, da imam tu pred sabo vsej 2 rdeča polja, kjer pravi, da je likvidacijski upravitelj 2 naročnikoma zavrnil naročila. Torej ne drži, da jih ni možno dobiti, nasprotno, odganjali so delo. Odganjali so delo, ne. Zdaj vsekakor očitno ima Lotrič čarobno paličico, če bi verjeli torej Urošu Zarniku, ne. Lahko rečeva, da je to Lotriču sicer kot podarjeno, ne, ker je zdaj na začetku svoje politične kariere dobil priložnost, da se končno pokaže kot dober menedžer, ne, kar je pravzaprav njegov imidž. Kot nekdo, ki rešuje praktične težave, ne. Ja, oziroma imidž menedžerja, oziroma on je bil menedžer celo svoje življenje, preden je vstopil v politiko pred nekaj leti, ne, in to sta mu pravzaprav na pladnju servirala Žiga Debeljak in Luka Mesec, ne, ki sta se v tej zgodbi totalno osmešila, ne, čeprav je Luka Mesec, ne, hkrati to na veliko poskusil kapitalizirati kot to svojo ne, in tukaj ironično sicer, ne, da pa ni samoumevno, da nekdo zna to izkoristiti, kot je pač to uspel Lotrič, je pa ključno tukaj, da se bo zadeva razvila v pravo smer, ne, ker zgolj nekaj dodatnih naročil še ne bo dolgoročno rešila podjetja, ker, kot že omenjeno, ne, govori se pravzaprav, da je tukaj pravzaprav v igri zemljišče, ne, in da je šlo celo morda za načrtno uničenje podjetja, zato da bi pač določeni posamezniki Ja, bodimo iskreni, kdo ne. je pozoren na neko srednje veliko manjše podjetje iz Škofje Loke, ki zaposluje 19 invalidov, lahko bi šlo hitro mimo, ne, in bi se to razkosalo, razprodalo in tako naprej. Ampak to, kar si omenil, ne, ta nek PR efekt te zgodbe, je seveda spet stvar interpretacije. Zdaj prepričan sem, da če vprašaš Luko Meseca, bo rekel, ne, da si je Lotrič naredil nezaslišano kampanjo iz pozicije, ne vem, šefa državnega sveta in ne vem kaj, ne. V resnici je pa človek združil lokalno okolje, napraskal 1 200 000 naročil, jih prinesel in rešil konkretni problem na terenu, ne. Na drugi strani pa dejansko imamo PR akcijo, kjer Luka Mesec do zadnjega, ko je že butnilo v medije, ne, ta zgodba, sploh ni vedel, kakšne pristojnosti ima in da lahko likvidacijo ustavi. Zdaj na koncu, ne, je pa hodil skoraj na 2 dni na dvorišče CSS-ja, ne, in delal tam reklamo, ker vemo, da Luka pač prihaja tam iz Železnikov, iz tega volilnega okraja v bistvu. Ne. Ja, tako, ne. Da so že pri volitvah, ne, na nje se pripravlja tudi SLS, ki nekoliko nepričakovano morda, ne, se aprila odpravlja na izredni kongres, ne, gre za pravzaprav že dalj časa trajajoče, bom rekel, rušenje ali pa očitke na račun predsednika SLS Marka Balažica, predvsem iz krogov okoli Petra Gregorčiča, ne, torej kandidata SLS na evropskih volitvah, ki mu je skoraj uspel preboj v parlament, potem pa
je, lahko rečemo, z ritjo podaril vse, kar je z rokami gradil oziroma skupaj gradila njegova stranka, ne, in se skušal povzpeti na vrh SLS-a. To ga sicer kot pravi oziroma kot pač posredno sporoča prek recimo Požareporta ne zanima več, pa vendar ne, iz naših virov SLS-u ne so ravno tisti člani izvršilnega odbora, ki so največji podporniki Petra Gregorčiča, tudi najbolj glasno zahtevali SLS izredni kongres. Ampak imajo en postopkovni problem. Ampak se je zataknilo, ker so pravzaprav hoteli ta kongres čim prej in posledično ga izvršilni odbor določil za april, kar je čez manj kot 3 mesece in glede na to, da Peter Gregorčič ni še član stranke, na tem kongresu ne bo mogel kandidirati, kajti izjema, ki bi to omogočala, je možna zgolj v primeru, da ni nobenega kandidata, medtem ko nekako kaže, da Marko Balažič bi zagotovo bil proti kandidat, če bi bil Peter Gregorčič edini kandidat. Ne. Ja, potem zdaj na nek način po igri izločanja lahko rečeva, da Gregorčič ne bo predsednik SLS-a, da je to bolj ali manj jasno, potem kdo bo. Ne. Zdaj v zadnjem času se omenja ime Tine Bregant, nekdanje državne sekretarke, mislim, da najprej na zdravstvenem ministrstvu, pa mislim, da potem tudi v kabinetu Janeza Janše. Ne. Kako resna se ti zdi ta zgodba? Kako verjetno ocenjuješ spremembo na vrhu SLS? Celo Balažič sam, ne vem, če je že odločen, ali bo kandidiral ali ne, ker je tukaj pritiskov veliko. Je pa nekako sporočilo iz SLS-a jasno, da vsi kandidati, menda naj bi jih bilo, torej poleg Balažica in Bregantove še več kot zgolj ona dva. Kdo pol dejansko kandidiral, je vprašanje. Naj pa ne bi to vplivalo na nadaljne povezovanje, kjer je pa nekako zaznati, da je velik interes in celo velika želja, da to ne bi bilo zgolj z NSI-jem. Kar vendarle očitno pomeni, ker smo o tem debatirali v prejšnji epizodi, da je padla znotraj SLS-a nekaj odločitev ali pa neko spoznanje, da sami kot samostojen parlamentarni projekt nimajo tistega dometa 4 in več odstotke. Mislim, da to že ugotavljajo, da bodo to zelo težko sami dosegli. Govori se, da so nekako sicer zagnali v času evropske kampanje nekoliko tiste zakrnele pa zaspale akterje stranke po terenu in da to še vedno aktivno je. Bomo videli, koliko je na tem res. Morda še to sodelovanje s Fokusom se nekako nakazuje, tudi nekaj vidnih akterjev iz SLS-a sodeluje z Markom Lotričem. Naj pa bi v Fokus prestopil zgolj en član SLS-a, oziroma morda 2, zdaj ni mi čisto jasno, kako je to z Moniko Kirbiš-Rojs, medtem ko naj bi ta edini SLS-ovec ne bil nek viden član, ki je prestopil. In pa še ena stvar se omenja vedno bolj glasno, da bi pa Peter Gregorčič, ne ravno sicer kot predsednik SLS, pa vendar lahko bil naslednji kandidat desnice za ljubljanskega župana. Tu se zdaj lahko vprašava, komu bi prijateljska pisma podpore pisal Peter Gregorčič, če bi postal ljubljanski župan. Ukolikor bi se soočil z Zoranom Jankovićem, je pa tukaj še ena zanimivost, ker bi se pravzaprav, to pa je tudi ta teden razkril Požareport, da se pač določene informacije o domnevnem družinskem nasilju, kar do sedaj recimo nekako ni bilo javno, pa da nekateri člani stranke, predvsem zagovorniki, pravijo, da je pravno, formalno vse okej, soočil z županom Jankovićem, ki ima pa na grbi afera farmacevtka. Tako da bi bilo to tako zanimiv format. Morda drzna stava sicer v dneh, ko se zdi Janković še vedno močna ali pa kar druga najmočnejša figura na levo od sredine, ampak mislim, da nekako Zorana Jankovića v še eni kampanji za prevzem mestne hiše ne bomo videli. Tak občutek imam, tudi vedno več informacij kroži o tem, da neke določene ljudi že ima ogledane kot svoje naravne naslednike. Samo vprašanje, če jim bo seveda uspelo tako zelo poenotiti volivce, kot jih je vsa ta leta sam. Bi pa recimo Peter Gregorčič, če bi zbral več kot 30% na županskih volitvah v Ljubljani, dosegel močan politični kapital, lahko bi rekli, celo bi se nekako opravil po teh fiaskih, ki so bili zdaj. Je pa res, da nekako ni zaznati, da bi ga morda v SLS-u ali v NSI-ju res konkretno podprli. Tako da bi bil težko kandidat Združene desnice. Mislim, da ne, da pa niti ne omenjava, kako spektakularna predvolilna kampanja bi to bila, ker če pa je treba Petru kaj priznati, pa je to, da retorik je pa vrhunski. Če kaj bi si res predstavljal zanimivo, če si predstavljamo Zorana Jankovića na eni strani in potem recimo Petra Gregorčiča in Aleša Primca na drugi
drugi strani. To mislim, da bo vsekako bi bilo zelo spektakularno, če bi se in zgodilo. navdihovalo ne samo politično analizo, še kakšno satiro verjetno tudi. In ne samo to, spektakularen zna biti pa tudi referendum, za katerega SDS že zbira podpise. Te dni so vložili, oziroma bo začela zbirati podpise, zbrali so prvih tistih zahtevanih 2500 oziroma kar nekajkrat več kot to za te, bom rekel, pokojninski referendum o zaslužnih pokojninah, ki ga Gibanje Svoboda želi dati in Asta Vrečko. Desni pol bi verjetno rekel, da je to referendum o Svetlani Makarovič in dojenju psov. Lahko bi tako rekli, konec koncev, mi je zanimivo. Gibanje Svoboda na referendumsko pobudo SDS komentira z besedami, da Janševa stranka znova populistično napada slovenske umetnike ter ne razume državotvornega pomena kulture, kjer se pa jaz sprašujem, kaj državotvornega recimo vidijo v dojenju psov. Ali o ploditvi s pasjimi celicami in podobno. Ali rezanju recimo slovenske zastave, ki jo potem razrezano damo čez nosečniški trebuh, da ne govorimo še o kakšnih drugih umetnikih, ker že kar dolgo sem se zadržal še pri kakšnih izsekih, ki bi jih lahko pokazala, pa morda prihranimo to za kdaj drugič. Ko si bil ravno pri spektaklu, spektakularno je pa vedno, kjerkoli se pojavi in karkoli reče Donald Trump, odkar je prevzel oblast v Ameriki. Definitivno. Ta teden je šokiral z izjavo zgodovinsko, dobesedno in zelo predrzno, da bi Palestince iz Gaze množično umikal v Egipt in Jordanijo, v Gazi pa vzpostavil nekakšen neverjeten gospodarski razvoj, kot ga hkrati obljublja tudi v ZDA. Se mi zdi, da kar malo niha Donald Trump, odkar je prevzel od dneva do dneva pravzaprav s temi provokacijami na nek način. Jaz mislim, da tukaj daje eno zanimivo situacijo. Po eni strani daje vtis, da zelo niha, res pri teh Palestincih je bilo kar nekaj tega, pa da bi jih trajno izgnal, pa začasno, pa je potem Marko Rubio to kot državni sekretar za zunanjo politiko to nekako poskusil omiliti. Pa vendar se mi zdi, da več teh šokantnih izjav je bilo že takih resnično šokantnih, torej to govorimo o izjavah, ki se zdijo povsem neizvedljive in povsem nepredstavljive. Recimo, poleg te že omenjene o Palestincih v Gazi, pa še tista o Grenlandiji, pa Panamskem prekopu in tako dalje. Torej, po eni strani je nelogično, da bi se lotili. Konec koncev 2 milijona Palestincev živi v Gazi, če bi jih recimo sprejela po milijon Jordanija in Egipt, bi to obe državi destabiliziralo, pri čemer v Jordaniji že zdaj je veliko palestinskih beguncev in imajo že z njimi težave, v Egiptu prav tako. Poleg tega sta to obe državi, ki sta dokaj stabilni ta trenutek in sta, lahko rečemo, tudi sogovornik ZDA in zagotovo ni v interesu, da bi jih destabilizirali, ampak to je nekako, se mi zdi, neka ta izboljšava pogajalskega izhodišča, ki potem, ker Hamasu postaviš tudi na mizo opcijo, lahko vas pa vse deportiramo ven, pa v Gazi naredimo nekaj drugega. Torej, potem to neke realne, sprejemljive opcije dela bolj sprejemljive za Hamas, ki pa tudi, bodimo iskreni, ni ravno racionalen sogovornik. Prvo pogajalsko izhodišče postaviš tako radikalno, da potem z pogajanji prideš do tistega, kar si že na začetku imel namen urediti, oziroma konkretno, če na začetku rečeš, da boš iz Gaze naredil, ne vem, se malo hecam, novi Las Vegas, na koncu uresničiš 5% tega in si zadovoljen. Po drugi strani pa, če smo čisto iskreni, zadnjih 80 let so se razni pogajalci obnašali bistveno bolj razumno, pa kljub temu niso daleč prišli. Torej, hočem reči, da pri Hamasu je pač nek razumen pogovor morda toliko manj učinkovit in je zato bomo videli zdaj, ali bo ta poteza naredila še več škode, morda pa utegne celo povzročiti nek šok. Če se vrnem nazaj, torej, povsem nerazumna Trumpova izjava glede priključitve Grenlandije je zagotovila 2 milijardi dodatnih evrov samo nemudoma strani Danske za obrambo v Arktiki. Panama je odstopila od te iniciative Belt and Road strani Kitajske. Kolumbija je nemudoma pristala na vračanje migrantov, ki jim je potem prej nasprotoval. Kanada in Mehika sta v zameno, da je Trump zamaknil izvajanje carina ali morda ga omilil, v prihodnje bistveno zaostrili nadzor na meji, sploh
sploh Mehika tudi na migracijah, Kanada na področju fentanila. Ne. Evropska unija resno razmišlja o lastni obrambi in Ukrajina in Rusija sta prvič dali v tem tednu jasen signal, da morda pa sta pripravljeni določene pogajanja, celo Zelenski zapisal, da bi se morda tudi s Putinom vendarle pogajal, ne, in konec koncev, ne, je Trumpova ta izjava pravzaprav razkrila del blefa, ne, ki ga ima svet do Palestincev, pravzaprav, ko jim kaže neke vrste, ja, sej vas podpiramo, želimo dve državi, v resnici pa že zadnjih 80 let ni zares na tem področju narejeno nič. Hočeš reči, da je besede Donalda Trumpa treba vzeti približno s takšno rezervo kot besede Roberta Goloba samo iz različnih razlogov. Trumpa zato, ker govori stvari, ki jih ne misli smrtno resno, ker je dober pogajalec, Goloba pa, ker govori stvari, ki jih je nesposoben uresničiti v praksi. Ja, no in ko smo že pri Trumpu, ne, povemo še to, da je te dni pripovedal tudi nastope moških, ne, oziroma transspolnih moških, ne, oziroma transžensk, v tem primeru v ženskih športih, ne, kar bo poskušal izsiliti tudi v Olimpijskem komiteju za Olimpijske igre 2028, ki bodo tik pred volitvami, torej ne, poleti pred volitvami v Los Angelesu, in pa, da je njegov ukaz o premestitvi transspolnih zapornikov iz ženskih v moške zapore pa trenutno blokiran. Ne. In tukaj trčiva v eno dramo, eurovizijsko dramo za našega Klemna Slakonjo, ki je zmagovalec slovenske Eme, ne, kjer je zdaj afera vseh afer, da je v enem od teh svojih znanih uspešnic na YouTubeu, ker oponaša znane akterje iz sveta politike, estrade in še kot ne, upodobil tudi temnopoltega človeka, ne, in to predstavljaj si nezaslišano z nekoliko več temnega pudra na svojem obrazu. In zato naj bi ga zdaj kar izključili iz Eurovizije, mu prepovedali nastop in tako naprej. Kar je spet to, da Slakonja imitira konkretnega črnca tako, da si da pač temnejši puder, niti ne črno barvo. Ne. To, da potem temu očitamo blackface, ne, kar ne bi bilo neko, torej v preteklosti neko rasistično norčevanje iz črncev, ne, to je, jaz bi rekel, ne samo neumno, ne, ali pa problematično, to se mi zdi celo diskriminatorno, ne, do teh, se pravi, zakaj lahko Slakonja vse ostale imitiral tako, da res, mislim, jaz sem pogledal ta posnetek izjemno podoben je, ne, v smislu izjemno dobro se je zamaskiral in oblekal in izvedel tiste nastope, ne, ravno tega, ki je pa temnopolti, pa ne, zakaj ne, jaz mislim, da tukaj delač od tega, da bi šlo za kakšen znak rasizma, pravzaprav obratno bi rekel, da je celo rasizem morda na drugi strani zakamufliran v to antirasistično, ne, in da pa to postane neka resna tema v medijih, pa pravzaprav kaže, da v medijih zdrave pameti vedno manj. Ja, jaz mislim, da se, veš, to lažimo recimo v luči tega novega medijskega zakona v Sloveniji, se precej to lažimo, glej, sej na koncu, če kolikor toliko normalno opraviš svoj posel, nisi žaljiv, ne provociraš namenoma, ne, sej me ne bodo kaznovali oziroma ne bodo našli ne vem kakšne nestrpnosti v mojih besedah, ampak ravno ta primer, ne, kaže, da bojo z diskrecijo medijski inšpektori lahko še tako nedolžni potezi nekega novinarja ali urednika prepoznali razpihovanje sovraštva, nestrpnosti in me spominja, veš, na en film, naslova se res ne spomnim, ki je govoril o mind crimeu, se pravi miselnem zločinu, ko zločin država ali pa sistem po kafkovskem principu obsodita, še preden se je v praksi zgodil, ker v svoji glavi, ne, si ti sigurno mislil nekaj proti temnopoltim, ne, tudi če tega nisi izrekel. Ne. Tako, ne, in v tednu, ko je tudi, lahko rečeva, pa se bo res tega dotaknila zelo na kratko, ne, Luka Dončić prisilno zamenjal klub, ne, in smo o tem lahko spremljali praktično ves teden analize, tako da morda niti ne bi jaz na tej točki kot nek športni nestrokovnjak preveč govoril o tem. Se v bistvu lahko hitro to zgodbo preseliva v vode, ki so nama bliže, se pravi mediji, pa politika in ta analiza. Ne. Mislim tako, če si gledal najbolj depolitizirane medije v tej državi, so bili to tisti, ki so najdlje in najbolj vztrajno poročali o drami Luke Dončića. Zakaj? Definitivno to je zgodba, ki privlači ljudi, torej prinaša gledanost, po drugi strani pa zelo lepo odvrača od vsakodnevnih težav, o katerih razpravljamo v tele podalpski Srbiji ali pa kaj drugega, če želiš. Ne. Šokiral je, zdaj pa da grem na polje športa za hip, ne, ker si zasluži tudi to komentar, šokiral je način. Ne. Luka Dončić je bil prvi obraz franšize Dallas Mavericks, bil je največja zvezda na najbolj bogati pogodbi, navijači so obsedeni z njim v Dallasu še zdaj, ne, žalujejo, da je moral na hitro oditi, pa so mu pač lastniki pokazali, da to vse skupaj bolj malo šteje in so ga čez noč vrgli čez ramo, kot to rečemo, ne, in ga za njegovim hrbtom pač poslali na izmenjavo na Erasmus v Los Angeles. Zdaj,
če gledamo tako realno, v bistvu to ni nujno slab dogodek v karieri in v življenju Luke Dončića. Igral bo v večjem, v slavnejšem klubu, kot je igral do zdaj, rastel, ker je še vedno star 26 let, ob ikoni NBA košarke in NBA lige ta hip LeBronu Jamesu. Je pa nekaj, kar smo omenila že na začetku epizode in spet uporabno tule v Sloveniji. To je sporočilo prav vsem, ki se danes izjemno močne in večne počutijo, kot da bojo vladali še 300 let, da je lahko konec z enim telefonskim klicem. Ja, morda bo Luka, se mi zdi, celo to na dolgi rok profitiral, v narekovajih, čeprav bo morda ostal brez nekaj 100 milijonov, ki bi jih morda dobil v Dallasu, pa vendar to kaže ravno na to, kako problematično je, ko je nekdo odvisen od zgolj nekaj ali enega ali nekaj lastnikov, in ravno tega pa si želimo v novem medijskem projektu, torej zanima.me, znebiti. Tukaj pravzaprav smo spoznali že ekipa, ki bo sestavljala, pozna na lastni koži, kaj se zgodi, ko se začne medij obračati po kapricah posameznega lastnika ali več njih, ko gre za neko manjšo skupino lastnikov. Zato smo ugotovili, da pravzaprav želimo prenesti nekaj več te zdrave pameti pod vodstvom izjemnega urednika Roka Čakša na nov medijski portal, ki sliši na ime, kot rečeno, zanima.me. Zato na tej točki poziv še enkrat najnim gledalcem, naj danes pogledajo in v naslednjih dneh spletno stran, če jo še niso. Zanima.me je danes doživela eno tako vsebinsko spremembo, ta projekt pa preskok na nek naslednji nivo. Našli bodo tudi kratek 2 do 3 minutni naš predstavitveni video, kjer še bolj jasno povemo, zakaj smo se lotili tega projekta in katere so te vrednote, v katere verjamemo, ko gre za ustvarjanje nekih novih medijev. Skratka, je pa poanta, kot rečeno, da ne želimo imeti enega, dveh lastnikov, ki bi imeli kaprice, ampak masovno na podlagi bralstva, na podlagi publike. V prvi vrsti želimo živeti od tistih, za katere to delamo, za običajne ljudi, za publiko, za bralce in gledalce, preprosto za vas. Na tistem delu, kjer pa bo prišla zraven še kakšna oglaševalska ali sponzorska podpora, pa želimo imeti to stvar razpršeno, ne pa centralizirano okoli neke gospodarske družbe. Tako da vabljeni na stran zanima.me. Gre tudi Safari, torej je del tega projekta, tako da s tem omogočate in podpirate tudi nadaljevanje tega podcasta, ki ga gledate oziroma poslušate ta trenutek. Dobili pa boste, torej, kot že rečeno, tudi zanimiv spletni portal, analitičen z izjemnimi vsebinami in na tej točki torej hvala vnaprej že za vašo podporo. Saj veste, kaj vam bom še rekel? Poglejte nas spet čez teden na vseh družbenih omrežjih in pokomentirajte, veseliva se vseh vaših mnenj in se vidimo spet naslednji teden. Prihodnji teden s svežim dogajanjem, svežimi analizami. Pa lep pozdrav.